Mnogi otroci dandanes dobro poznajo Miklavža, prvega dobrega moža v veselem decembru oziroma grudnu, ko so deležni daril. V nedavnih časih so otroci ta čas dobili predvsem suho sadje in orehe. Miklavža pa, kot vemo, vedno spremljajo tudi parkeljni. Kot vemo, je jesen, ko se odpro vrata podzemlja, čas, ko prehajajo duhovi v ta svet. In prav ti parkeljni so v resnici ti duhovi in demoni, ki ta čas hodijo po to stranstvo. Ponazarjajo tako prihajajoče iz podzemlja, kot tudi vegetacijske sile matere narave, ki odločajo o pridelku. Tekom časa pa so se liki izlili skupaj z dvemi osnovnimi nalogami: odganjati zle duhove in zagotoviti dobro letino. Različna obredja z maskami skozi jesen nakazujejo vsesplošno prakso evropskega prostora, povezano s plodnostjo in dobro letino. Kot odposlanke podzemlja hodijo naokoli in v veri, da se podzemnemu božanstvu ne bi zamerili, so ljudje radi darovali. V davnini so imela ta obredja s sprevodi z maskami, ki uprizarjajo vegetacijske sile, močan simbolni in duhovni pomen za človeka, da si je umestil ta tokokrog življenja in dihanja z zakoni narave. Seveda pa je tekom časa krščanska cerkev prikazala tako obred kot maske za nekaj peklenskega in dandanes parkeljni nosijo krščansko podobo hudiča. A se je miklavževanje, kot ga poznamo danes, dokončno izoblikovalo šele v 17. stoletju. Sveti Nikolaj, torej Miklavž, velja za zaščitnika živine, konj, ovac, pa tudi zaščitnika ribičev in mornarjev. Vse to so atributi ihtonskega podzemnega božanstva Velesa, ki ga pozna ves danes slovansko govoreči svet. V utripu narave se ta praznik ravno sovpada s časom, ko se volkovi pričnejo zbirati v krdela in tako pleniti. In tako so ljudje kasneje na cerkveni oltar, predtem pa kako drugače, darovali, da bi se zaščitili pred nesrečami. Miklavž velja za prinašalca duš v ta svet in tudi on je tisti, ki dandanes veleva svojim parkeljnom, a prenašalec duš je njegov predhodnik Veles. Ni pa prav nič čudnega, da si kosmati jesenski demon iz onostranstva deli veliko podobnega tudi s kurentom, ki mu je tudi vizualno podoben. Gre za prehajanje. Če parkeljni oziroma krampusi, demoni, prinašajo temo in svet onostranstva, je ob odhodu tega obdobja prisoten podoben lik, torej kurent, ki zimo odganja. Torej ima parkelj vlogo prehoda, s tem pa simbolično sprejemanja spremenljivosti in spajanja z utripom narave, katere del smo tudi mi in naš naravni bioritem. In če je bilo prej rečeno, da so parkeljni, krampusi, kosmati, demoni simbol vegetacijskih sil, ki skrbijo za rast, so vsekakor povezani s plodnostjo. In tako kot je kurent močno povezan z njo in ga enačijo kar s samim grškim Dionizom, veljajo tudi ti demoni za simbol seksualnosti, ki skrbi za nadaljevanje, ki skrbi za rast, ki krepi ustvarjanje in voljo do življenja.